bomo začeli, a ne? Zdaj, Darinka, tebe sem prosil, ker smo pač bili pred 14 dnevi, Darinka, se slišva? Ja. Okay. Pred 14 dnevi smo imeli dan poezije, pa nismo ničega posvetili mu ničesar in jaz kot velik ljubitelj poezije in Valterja Čučkoviča ter Darinke bi bilo lepo, sem prosil, če bi nekje Darinka prebrala kako pesem za začetek. Prebrala bom pesem iz knjige Nekaj o očeh, ki je šla leta 2018 pri Mariborski literarni družbi. Nočnjak. Prihajam iz noči v času počrnele lune na ovratniku Saturna. Prihajam v stekleni mrak senčil nad stebriščem Mlečne katedrale. Hlepim po luči, da odkrijem pot do vira pisanih zaznav z ostrimi robovi med plevelom in plodovi. Prihajam, da bi videl njo z lučjo v srcu in z vedrino v očeh. A noč je nepredirna in ona raje spi na puhasti blazini iz perja iluzij. Črnilo pokaplja vidik nevidnih furij, se rdeči soj požara ravnokar zamira in reke zamehurijo temačnost s plimo mulja na izvoru svetlitve. Pretipam se do gozda z vonjem spečih ptic, podobnih padlim notam. Črvojedi gnomi prežvekujejo uporno glisto, ki jim je preluknila obroče običajev iz kamene strele. In listje z vetrom poje o prešuštvu bele jelke s črnim borom za vogalom. Vračam se v noč ob zlatolični luni na Merkurjevem temenu, ker sem prepojen z utvarami svetlobe. Belo palico odvržem in zajaham mesečino, kot mula jaha mulo čez pomuljeno pustinjo Kuzestana. Seveda, ostopniščene prehode prepustim videčim v svečavi razsvetljenih misli. Vračam se v raj noči z nočnjaškim svetim pismom in s temno tetovažo zaprtega očesa na plateh usode. Hvala. Hvala, Darinka, hvala, Valter, hvala vsem. Torej, dragi karantenci, dobrodošli na naši tradicionalni petkovi Zoom kavici. Bolj aktualna kavica ne bi mogla biti, kot je. Mi se zmeraj trudimo, a ne, da smo aktualni, pa predvsem zanimivi, tako da smo nekako ta termin zadeli, pa se ni bilo težko, a ne. Tako da 23 nas je gor, tako da povem, to je ena taka povprečna številka. Z nami je gospa Marjeta Keršič Cvetelj, dobrodošli še enkrat. Lepo vas je videti, midva sva se včasih srečevala, čeprav se ne poznava, tam ki na poti v Trnovem ali iz Trnovega pri Valvazorjevi hiši, tam na križišču sva dostikrat skupaj čakala, takrat ste še bili zelo popularni in zdaj ste nekako smo pozabili na vas, a ne, niste pač toliko medijsko izpostavljeni. Tako da jaz upam, no, zdaj začel bom na koncu, ne, tisto, kar bi mogel reči na koncu, bom zdaj rekel na začetku, upam, da bova midva se dobila kje na kaki Zoom kavici, ampak da se bova pogovarjala o vas. O vaših preteklih zanimivem življenju. Močno me skrbi, da sem bistveno manj zanimiva, kot si vi predstavljate, ampak recimo, da se kavice pa res bi veselila. No, en moj Zlatko Cikič, ki se opravičuje, je rekel, da se vas spomnim, seveda, ne, on ima 1% vid, pa je rekel, da se vas spomni, da ste zmeraj bili oblečeni v en tak oranžni anorak, ko ste nekje nasnemali bili v hribih. Ja, to je pa res. Mislim,
To je seveda, zakaj oranžni anorak je bil pravzaprav darilo gorske reševalne službe. Takrat so imeli reševalci vsi oranžne anorake, ampak razlog je zelo banalen, da ne rečem grozljiv, ne? Ker pač, če si tako oblečen, te lažje v hribih namreč. Ja. Bom jaz malo obrisal, ne. Če si pa vodja neke ekipe, potem je pa zelo dobro, da te tvoji sodelavci tudi vidijo, ker v gorah je včasih tako, da se težko kriči nadaljavo, kaj je treba narediti, in bolj smo mahali z rokami in nogami. Tako da je to bilo čisto pragmatično. V resnici nikoli, privatno nisem nikoli v oranžnih oblekih. Vse najboljše. No. Zdaj ste tukaj z nami, ne, kot predstavnica centra NIJZ za komuniciranje, ne. Vi se pač bolj ukvarjate, če sem nekaj prebral, bolj z svitom, kakor s korono, ne. Pravzaprav se zdaj s svitom ne ukvarjam več. Svit je nekako odrasel, ni več otrok. Sem pa resnično do konca leta 2015 sem se s programom Svit ukvarjala. Potem so pa ugotovili, da me ne rabijo več, ker je Svit začel zelo dobro funkcionirati. Potem sem se preselila v Center za upravljanje programov preventive in sem se ukvarjala med drugim tudi z vprašanjem, kako olajšati dostop do storitev javnega zdravstva ljudem z različnimi oviranostmi. To so bile tudi med drugim moje naloge. In pri tem sem zelo lepo in res hvaležno se oziram na to, sodelovala z gospo Sonjo Pungartnik, zato gospod Franci, bodite ljubeznivi in pozdravite gospo Sonjo. Nekako sva skupaj poskušala uveljaviti izobraževanja za zdravstvene delavce, ker se je izkazalo, da zelo slabo obvladajo, kako podpreti osebe z različnimi oviranostmi pri uporabi zdravstva. In tukaj so še zmeraj seveda velikanske luknje. Drugače pa moje področje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v bistvu je strateško in klinično komuniciranje. Klinično, to je ta pogovor med zdravstvenimi delavci in uporabniki zdravstvenih storitev, temu rečemo klinična komunikacija. To je v Sloveniji zelo, zelo podhranjeno področje, ker se pač nekako vsi si predstavljajo, da to itak znamo vsi, ne, ampak to na žalost ni čisto res. Strateško komuniciranje pa pravzaprav pomeni vplivanje na to, kako ljudje svet razumejo in kako se v tem svetu obnašajo, ne. Pač ljudje smo bitja, ki si zelo radi izmenjujemo poglede, razumevanje, izkušnje in potem to malo prežvečimo in potem pač nekaj ukrenemo, nekaj naredimo v življenju. Ali kaj opustimo, ali se česa lotimo. In seveda pri zdravstvu je pomembno, kako z ljudmi komuniciraš, ne. To vidimo tudi pri epidemiji, recimo. Žal moram povedati, da naš center pri komuniciranju v zvezi z epidemijo COVID-19 tako rekoč ne sodeluje, ne. Ker vse v zvezi s tem vodi Urad Vlade za komuniciranje. Tukaj NIJZ ima zelo majhno vlogo. V bistvu samo zagotavljamo neke podatke oziroma neke informacije, nič drugega. No, vi imate tudi izkušnjo slepote, ste mi tukaj napisali v tem smislu, tako da ste res mogoče zdaj primerna sogovornica tudi. Ja, to je bila šok metoda, ne. V življenju me je hotelo nekaj naučiti in je pač si izbralo precej šokanten pristop, ampak je bil zelo učinkovit, moram povedati, ne. Jaz sem se v mladosti zelo veliko potapljala in pri tem potapljanju sem staknila po nekem spletu nesrečnih okoliščin strahotno infekcijo oči, ki se sploh nisem zavedala, kako resna stvar je to bila. In posledično, ker ni bilo prav to obravnavano, seveda pravočasno je prišlo do odstopa obeh mrežnic in na okulistiki ljubljanski so se precej zgrozili, ko so končno me dobili tja, kamor bi bilo treba že takoj priti. No, in posledica je bila seveda, da edina stvar je bilo zelo rigorozno zdravljenje, kar je pomenilo 6 tednov popolne zapore oči oziroma pač konzervirali so moje oči, tako rekoč. In to je 6 tednov slepote, ne, kar je res izkušnja, za katero sem v bistvu zelo hvaležna. Hvala Bogu se je potem to nekako srečno končalo in z očali kar dobro vidim, če so ta prava, seveda. Ampak
Brez očal sem pa precej nebogljena, tako, ne samo, da pač slabo vidim, ampak tudi vidim narobe. Stvari vidim tam, kjer jih sploh ni, ne. Mislim, strahoten astigmatizem. In je zabavno, ne, ker če nimam očal, vidim vse položno, nobenih prepadov in strmin, kar pa v določenih okoliščinah tudi ni slabo, ne. No, ampak šalo na stran, ne. Ta izkušnja, kako je, če ne vidiš sveta, je v bistvu bila zelo dragoceno darilo, ker sem se šele takrat zavedla, kako nisem nič slišala prej. To me je naučil svet poslušati. Mi ljudje, ki se na oči zanašamo, smo zelo nepozorni na zvoke. In to je pravzaprav zelo slabo, ker svet ima čaroben zvok, ne. Mislim, poslušanje je zelo pomembno, ampak je nekako zelo odrinjeno in zelo zanemarjeno. Jaz v bistvu nikoli ne bi mogla tako dobrih dokumentarnih filmov delati, kot sem jih potem lahko, če me ne bi ta izkušnja 6 tednov izgube vida naučila, kako je važno svet slišati. Tako da to je v bistvu bilo neko veliko darilo, no. Vi se tudi ukvarjate z nekaj, kar pravite, da je zelo malo zadnje čase, oziroma zadnje čase spet aktualno, ne, zaščita naravne in kulturne dediščine, ne, to nekako kar pozabljamo. Ja, to je moj primarni poklic pravzaprav, ne. Mislim, jaz sem po svojem prvem študiju diplomirala sem na Filozofski fakulteti zgodovino in etnologijo, sem diplomiran etnolog in profesor zgodovine. Pa hkrati sem študirala tudi biologijo, pa nisem potem nadaljevala. Ampak potem kasneje sem vpisala magistrski študij na gozdarstvu varstva naravne dediščine in ta študij tudi končala. Nikoli nisem zagovarjala svoje magistrske naloge, zato nisem magister znanosti, ker je moj mentor žal bil odstranjen z fakultete in potem zbolel in umrl in se mi je nekako malo nos obesil, kot rečemo temu. Ampak potem sem kasneje vpisala tudi doktorat, pa tudi tam sem zaenkrat v 2. letniku nekako večni študent, ampak božje, ali pa tudi ne, saj ni važno. V bistvu nikoli nisem študirala zato, da bi neke papirje dobila, ampak zato, ker sem se želela kaj naučiti, ne. Seveda, ko sem se pa zaposlila v zdravstvu, ker na mojem področju v Sloveniji ni mogoče si zaslužiti kruha, ne, varstvo naravne in kulturne dediščine je nebodiga treba. Sem potem pač želela sem ostati v Sloveniji, no, nisem želela iti v tujino. In sem iskala službo in potem se je izkazalo, da me je program SVIT pač nujno potreboval zaradi mojih veščin strateškega komuniciranja, ki so seveda pridružene tej stroki varstva narave, ne. Zelo pomembno je, kako ljudem poveš, kaj je dragoceno in jih naučiš, da vidijo, slišijo in znajo ceniti in se zaljubijo v nekaj, ne. Ali je to neka preteklost naša, ki je dragocena, ali je pa to narava, ki je sploh podlaga našega življenja. No, super. No, v televiziji in v gorah in ljudeh bova pa drugič, a ne. Tako je. Ti se verjetno bova res mogla tudi eno tako kavico dopoldan skuhati. Ja, to je bilo eno drugo življenje. Jaz imam več življenj za sabo, ne, skoraj težko včasih verjamem, da sem to res jaz počela pač. Ampak ja, je bilo lepo. No, seveda, pol, ko so človek takole na stara leta, kot sva recimo midva, ne, ker sva isti letnik, sem ugotovil, pol se začne človek malo obračati nazaj in ugotovi, pa si reče, no, saj nekaj sem pa naredil v življenju. Ja, nenadoma ugotoviš, da je tega bilo kar veliko in pa si rečeš, Marička, zdaj sem pa že star, ne, sem že stara, imam toliko za povedati, to ni dober znak, ne. Ja, to, potem, ko začneš govoriti pred 30 leti, sem ja, pa to je groza. A ne, Brane, tudi ti imaš te probleme. Meni praviš, ne? Ja, pravim. Jaz sem že tudi potegnil spomine. V redu, okej. Na veliko stvari. V redu, zdaj pa gremo k naši temi, ne, korona in slepi.
Tole je v bistvu res ena specifika, enostavno se ljudje ne zavedajo, ne, koliko je to vse te ukrepi, ki jih vlada vleče, pa ne da bi hotel kaj proti vladi, komukoli, ampak dejansko je to res ena problem, ko se neha, ko človek zboli, ne. Ko človek zboli, pa ne more iti na testiranje, a ne, Franci? Ja. Ja, to je cel kup zagat, si predstavljam. Torej, jaz moram reči, da sem tudi jaz osebno oseba z oviranostmi, sicer hvala Bogu vidim zdaj kar v redu, ampak so pa druge težave, ki so spregledane, recimo, ne. Jaz sem pešec, jaz ne vozim avta. In kako se testiraš, če si peš v Ljubljani, recimo, to je pustolovščina, ne. Ja, to nam bo Franci povedal, ne. Ja, tako da si predstavljam, da so težave številne, no. Franci, izvoli. No, jaz lepo pozdravljeni vsi, no. Jaz sem imel to izkušnjo, se pravi, v bistvu dvakrat. Najprej je sin pač v šoli bil v skupini, ki je pač mogel iti na testiranje. In takrat je bilo sicer lepo vreme, tako da sva lahko šla peš, ker na avtobus pač ne smeš. Ampak sva bila oba zdrava, tako, mislim, nobenih znakov takšnih očitnih ni bilo in je bilo to čisto okej, bil pač en tak sprehod, ne. No, potem, ko sem pa jaz oktobra pokasiral to zadevo, najprej se je začel sicer to za tako blago vročino, ko človek nič ne misli, se to ni nič posebnega in navaden prehlad, ne. Ampak takrat je bila ravno gneča s temi testiranji in sem čakal kar 4-5 dni, da sem na ta termin, ne. Se je takrat ta zadeva že precej razbohotila in seveda, kako zdaj avtobus, ni šans, ne. Taksi je problem, sosedo ne morem ga potegniti, zato kaj pa, če potem prinesemo kaj v hišo, ne. In tukaj so se tudi z ženo potem pogovarjala, mislim, da tudi Sonja potem na NIJZ vas majčkeno spraševala okrog tega, no. Jaz sem potem to izpostavil moji zdravnici. Bil je potem tudi problem, ker je moja zdravnica potem pač bila nekaj dni odsotna, menda službeno se to ni važno. In z drugimi zdravniki, s katerimi sem pač potem komuniciral, je nastal nek problem, so se malo, bom rekel, pogovarjali, klicali parkrat sem in tja in na koncu se je zgodilo tako, da so mi zvečer, v petek zvečer, tam okrog 8 sem dobil klic, da mi lahko dajo naročilnico in da si pač jaz moram potem sam urediti prevoz na tej Zavod za reševanje, ki so pač rešilci, ne. Ampak v istem je pač povedala, da tako zgodaj zjutraj ga sigurno prevoza ne bom dobil, ker jaz sem imel že testiranje ob 7:30 zjutraj. Tako da sem vesel, da se je okrog tega začelo malo govoriti. Jaz sem pač potem mogel to v lastni režiji nekako urediti, nekoga na nek način izpostaviti. Sem se zelo zaščitil z 2 maskami in razkužila in tako naprej, zadaj sem sedel, tako da ja, je šlo. Drugače pa ne vem, kako bi, ker enostavno ne moreš, ne. Če imaš to čez cesto, okej, ampak tudi tam, recimo, ki je gneča, tam čakaš, ponavadi sem čakal takrat 1 uro, ne. Sploh, če si majčkeno bolan, je nemogoče, da bi to zdržal. Tako da tukaj vidim problem, no, sploh pri slepih ali kakorkoli drugače oviranih. Pa še tudi to, recimo na avtobusih, tam je, bom rekel, leglo vseh raznih virusov, vsega se dotikaš se držav, dotikaš se sedežev, ljudje pač nosimo te maske različno, do teh ukrepov se pač različno obnašamo, nekateri jih spoštujemo, nekateri jih ne toliko, ne, in mimogrede kaj pokasiraš, ne. Recimo tudi jaz sem na tak način, pa ne mislim zdaj nobenega kakorkoli kakšno krivdo nanjega dajati, ampak sem recimo pač zdi se mi, no, ne morem biti 100-procenten,
to dobil zaradi tega, ker pač ljudje niso imeli resno te zadeve. Ne? In nekdo je prišel z tujine z familijo in najprej je žena zbolela in ker je pač je bila sicer pozitivna COVID, ampak nekdo, ki je bil v njeni familiji, pač ni tega resno in je hodil v službo in smo padli, ne, kot domine. Čist preprosto, enostavno. Nič se ne zgodi, kar naenkrat si tam noter, ne. Tako, iz moje strani, če še koga kaj zanima, glede tega lahko povem. Slavica, izvoli, ti si roko dvignala. A se slišimo? Ja. Jaz mislim, da je pa še dodatna težava, če ti kot popolnoma slepa oseba rabiš spremstvo. Kdo v bistvu se bo odločil, da bo tebe spremljal, če si ti neki potencialno okužen? Recimo, in še ravno danes sem imela pa primer, ko sem se pa prijavljala za cepljenje. In so rekli, gledajte, dan prej vas obvestimo, naslednji dan pač, ko pridejo. Poslušajte, gledajte, jaz rabim neko organizacijo za spremstva, jaz so danes na jutri doskrat ne morem kar tako nekoga sneti pa dobiti spremstva. To ni naš problem. Tako, mislim, tak je odnos našega zdravstva, če pač imaš neke posebne potrebe. Tako da, to z moje strani. Ja, tukaj lahko rečem, da je recimo Eugen Bavčar je dosegel, da so slepi in slabovidni na prednostni listi cepljenja, se pravi kot ranljive skupine, a ne, mimogrede. Kje pa je to bilo obvestilo o tem? To je, mislim, da je zdaj zakrožilo po zvezi pred parimi dnevi. Ja, do nas še ni prišlo. Še ni prišlo. Ne? Tako da veste, informacija še ni šla navzdol. Ja, očitno. Ok, bom povedal. Ja, fajn, če to po zvezi kroži, očitno je to zvezi namenjeno. Ja, no, tudi mi imamo kakšne ranljive skupine za zaposlene. Ja, verjamem, ja. Potrjujem. Irena, izvoli. Živo, Irena. Ja, živo, dober dan vsem skupaj. Zato sem jaz tako hitro uspela biti cepljena. No, niti sanjali, jaz sem se prijavljala 2 meseca nazaj. Me pa zanima, kot tako gospod iz NIJZ, če kaj ve, bi rada vprašala, zakaj zdaj ni nič več relevantno, kar je bilo pred, ne vem, 4 meseci so zbirali NIJZ prijave za cepljenje in tako naprej. Zdaj se moramo vsi v zdravstvene domove k svojim zdravnikom prijavljati. Zdaj tisti za NIJZ, ki se je toliko denar razmetalo za to, ni nič več veljavno. Tako kot tudi aplikacija Ostani zdrav ni več v uporabi, ni več veljavna. Zato je šlo toliko pa toliko milijonov evrov, pa to ni več veljavno. Ja, jaz moram žal povedati, da z vsem, kar ste zdaj našteli, pravzaprav naš NIJZ nima popolnoma nič, ne. Vidite, pač, kdo je koordinator, nacionalni koordinator cepljenja, ni niti zdravnik, a ne. In tukaj se pač stvari dogajajo, ki jih ne morem niti komentirati, ker so popolnoma izven dometa. Tudi vprašanje ukrepov, pač stroka, ki je edina za to pristojna, je medicina, ne, pač, ker se edina ukvarja v resnici s tem, kako obračunati z nekim virusom. Ampak pač stroka pove svoje, potem pa se zgodi kaj drugega, ne. Dejansko je stvar taka, da mehen je kompliciran. Namreč v Sloveniji imamo zelo, zelo veliko število opredeljenih pacientov na enega osebnega zdravnika. Sploh v velikih mestih, kot je Ljubljana, Maribor recimo. In prepisati sistem, ki odlično deluje, recimo v Veliki Britaniji ali pa na Irskem, kjer imajo zdravniki 500 pacientov in jih zelo dobro poznajo in so si lahko v trenutku naredili sezname, koga je treba prej cepati in koga kasneje. V Sloveniji to preprosto v mnogih okoljih je nemogoče od zdravnika pričakovati, sploh zato, ker so te zadeve še vedno v tistih fasciklih papirnatih, a ne, niso digitalizirane, da bi imel zdravnik to v računalniku. In tukaj je svet nastala neka zagata. In potem je zelo razumno bilo najprej sklenjeno, da bo NIJZ pač to vodil centralno za celo Slovenijo, kjer ne bi bilo pač dilema, ne. Vse bi bilo iz nekega računalniškega centra vodeno. Ampak to je zelo hitro padlo v ozadje, ne. In potem so rekli, dajmo mi to na e-upravo, se pravi, prijavljali ste se potem direktno na e-upravo, ne.
kjer se je pa tudi izkazalo, da seveda to ne mogoče povezati z izvajalci cepljenja, to so pa zdravstveni domovi oziroma zdravniki v zdravstvenem domu. Tako da je zmešnjava res ogromna, ne, moram priznati, da kaj hujše francoske solate si skoraj ni mogoče predstavljati. Ampak zdaj navodilo, ki je trenutno edino relevantno, je, treba je kontaktirati svojega zdravnika. Svojega osebnega zdravnika. Mnogi ljudje pa tega ne vejo in čakajo, kdaj bojo povabljeni na cepljenje, ne bojo povabljeni. Torej, treba je prijavce povedati zdravniku, da želite biti cepljeni in potem držati pesti, da pridete čim prej na vrsto. Vsekakor je pa zelo, zelo pametno se cepiti v trenutku, ko imate to možnost. Jaz bi sam toliko še rekla, da je odvisno od zdravstvenega doma do zdravstvenega doma, kje je se svojemu zdravniku prijaviti, kar nekaj zdravstvenih domov, pa kakor jaz vem, tudi zbira v recepcijah prijave. To lahko rečem za moj zdravstveni dom tle v Ajdovščini. In celo imela sem pol možnost, da so mi rekli, ali vam samo sporočilo pošljemo ali vas pokličemo. Tako da so me pol tudi poklicali. Ker sem pač izrazila željo, sem rekla, ne vem, v kakšni obliki, kako bo to sporočilo do mene prišlo, boljše, da me pokličejo. Tako da, kar se tega tiče, sem imela zelo pozitivno izkušnjo, tudi drugače imam v zdravstvenem domu, ni problem, če kamorkoli rabim, karkoli me pospremijo, če je to do kakšnih ordinacij ali tako, ki jih ne uporabljam običajno ponovati. To je lepo slišati. Marsikje so pa zagate tudi v zdravstvenih domovih. No. Ja. To smo žal izkusili, mislim, ko smo malo bolj podrobno pogledali, kako se stvari dogajajo z osebami z oviranostmi, moram reči, da je stanje res žalostno. In da zdravstveni delavci marsikdaj sploh ne vejo, kako pristopati in kako pomagati in potem posledično so arogantni, ker se pač nekako hočejo braniti, ne. Ampak to, kakršno stanje je, dejansko ni v redu. Ne za slepe, ne za gluhe, ne za vozičkarje, ne za sploh ljudi, ne za ljudi, ki ne znajo slovensko, ne za tiste, ki kakorkoli že pač imajo neke posebne potrebe. To je zato, ker se nobenih opomb ne daje zraven zato, da bi stroka vedela, pa tudi zato, ker v šolah za zdravstvo ne učijo, kako pristopiti k teh ljudem pa tako naprej. Ker jaz sem že doživela v bolnici, nisem bila zaradi nog v bolnici, zaradi drugih stvari, pa je prišla z vozičkom medicinska sestra, dajte, se boste na voziček usedli, bova hitrej. Saj ni res, le hitrej peš, kakor pa z vozičkom. Torej, žal imate popolnoma prav. No. Pač tudi vsa prizadevanja, da bi stvari nekako reševati začeli, smo bili že na zelo dobri poti, 2 leti nazaj, že vse kazali, da se bo stvar sistemsko uredila, potem je pa tale virus tudi to vse sesunil. Tako da smo padli nazaj v mnogih ozirih. Lahko nekaj? Samo Sanja, potem Slavica, Niko, potem si pa ti. Ja, jaz sem v bistvu čist pri drugi temi dvignala roko, tako da zdaj smo že praktično čist mimo. Jaz sem pač hotela povedati, koliko je bilo pri meni glede tega testiranja in to, ampak zdaj no, pač... Kaj povej, vse je v redu. Vi kar povejte, to je pomembno. Ker se mi zdi, da je v bistvu res pomembno, ne. Ko smo mi v bistvu, najprej če iz tega bolj poklicnega vidika, ko sem iz Zveze slepih klicala na NIJZ, mislim, da gospa Marjeta, vas sem najdla kontakt, tako da mislim, da smo mi bile v kontaktu. Najbrž da res, se spomnim tega. To je bilo že lani, ne vem, zadnja četrtina leta. Imeli smo primera, ne, ki je bila gospa napotena na testiranje in smo takrat že razčiščevali to zadevo, ne, kako in kaj, kako zdaj gospo v bistvu, kako je zagotoviti spremstvo oziroma na kak način bi ona lahko šla na testiranje. In takrat je sicer bilo tudi rečeno, ne, tako kot je Franci rekel, če v bistvu zdravnik presodi, da lahko, da nekdo ne more sam na testiranje, mu lahko uredi pač ta nujni prevoz, ne, ampak to je res, spet smo tukaj, ne, kako zdravnik v bistvu, mora zdravnik to odobriti, ne, zdaj pa spet odvisno, kakšnega zdravnika imaš, ne. Ker takrat smo v bistvu tudi vprašali, ne, če pridejo na dom, in je takrat bilo rečeno, da ne hodijo na dom. No, ko sem pa jaz zbolela v bistvu začetku februarja, sem pa takrat klicala
so mi pa v bistvu rekli, ja, da bi lahko, da moram poklicati v zdravstveni dom, v katerega moje pač začasno, v tem primeru začasno prebivališče sodi. To bi bil v tem primeru recimo Črnuče. In bi oni, v bistvu patronažna služba, dobila nalog, da bi oni meni prišli domov bris vzeti. Ampak je pa res, ne, to sem jaz govorila v četrtek z njimi, prišli bi pa ja, enkrat naslednji teden, ne, to je pa meni bilo v bistvu, ok, če pač ne bi imela druge možnosti, bi mogla počakati v izolaciji in je to, ne, se ni druge. Je pa res, da vprašanje, ker ni bilo takih znakov, če bi še takrat sploh bila pozitivna, ne vem, pač kaj bi se zgodilo. Glavnem, jaz sem se v bistvu imela veliko srečo, ne, ker tudi razmišljaš, jaz sem pa v bistvu imela simptome, ne, in takrat pa res nisem mogla privoščiti, da bi, pač nisem nekako, kaj na avtobus ne piješ, sploh ne moreš, ne, ker je predaleč. Tako da v bistvu sem pol našla nekoga, ki je že prebolel, da je v bistvu prišel po mene, pa me peljal na testiranje, no. Pa se je izkazalo, da še dobro, ne, da sem šla z nekom, ki je že prebolel. In tako sem v bistvu tudi vsem povedal, ne, nekdo vas mora pripeljati, ki je že to prebolel. Ne. Ampak očitno pa že s to, ne vem, mogoče bo gospa Marjeta znala kaj povedati, s to patronažno službo, da te pridejo domov bris vzeti, ne vem, ima kdo kakšne izkušnje dejansko s tem, jaz potem nisem čakala, ne, sem šla sama. Ne vem pa, ali to v praksi res deluje, no. Problem je v tem, da to ni sistemsko rešeno in je to prepuščeno dobri volji in presoji vsakega zdravstvenega doma oziroma celo vsakega zdravnika, kar je nemogoče, to je nemogoče stanje zadev, ne. Mislim, in seveda na take stvari naletevamo non-stop. Jaz sem lansko leto do konca oktobra v bistvu bila na telefonu na NIJZ-ju zadolžena za, temu so rekli posebne primere, a ne, tudi vi ste bili poseben primer. Ampak posebnih primerov je neskončno mnogo, ker vsak je po svoje poseben primer, pač nekega idealnega uporabnika zdravstvenih storitev v bistvu sploh ni, a ne. Ljudje so imeli in še imajo seveda najrazličnejše zaplete, od tega, da recimo, kaj naj naredi nekdo, ki biva v garsonjeri s 6-člansko družino in mu odredijo karanteno. Mislim, kaj? Jasno, da je cela družina zbolela in jasno, da ta družina 6-članska v garsonjeri socialno ni situirana tako, da bi si lahko privoščili biti kar vsi doma ne vem koliko časa. So šli v službo in so tam okužili še vse svoje sodelavce in tako naprej. Skratka, v bistvu, a ne, ko pogledaš iz oči v oči z nekim realnim življenjem in človeka takega, kot je v resnici, kako on živi, kako funkcionira, kakšna družina, a sploh je kje kakšna družina, a ima sploh koga, ki bi pomagal in tako naprej, ugotoviš, kako je naš celoten zdravstveni sistem v bistvu strahotno tog in okoren, ne. In zdaj seveda taka stvar, kot je pa neka pandemija, kar je res grozen, kar nas je doletelo, vse te stvari so prišle na dan, ampak nihče jih ne rešuje na neki sistemski ravni. Vsi se delajo, da teh problemov ni, ne. In to je tisto, kar mene res močno moti in močno boli. In mi je po svoje žal, jaz sem potem konec lanskega leta sama zelo zbolela, pa ne za COVID-19, ampak so se neke druge stvari zelo zapletle. Tako da sem v bistvu do zdajle imam delo od doma, še danes tudi doma delam. Po praznikih oziroma po tem lockdownu bom se vrnila verjetno v pisarno, ker so me pač všteli v skrajno tvegane skupine, ampak nihče ne rešuje realnih zadev, ki bi morale biti sistemsko rešene. Mnogi ljudje ne morejo v zdravstveni dom. Pa ne samo pri COVID-19, tudi sicer, kako naj pride nekdo na preventivni pregled, če je tetraplegik, pa nima svojega prevoza, pa živi, ne vem, v Baški grapi, a si predstavljate. Taka oseba sploh ne more do zdravstvenih storitev priti, ne. Pa to se tudi sredi Ljubljane lahko zgodi, seveda.
In zanimivo je bilo, ko smo se midve z gospo pogovarjali, a ne. Jaz sem resnično iskala rešitev tega problema, ampak sistemske rešitve, ki bi vam jo lahko priporočila s prepričanjem, da bo delovalo, sploh ni. Na srečo ste recimo vi našli neko razumevajočo dušo, da vas je potem, da vam je pomagala, ampak kaj pa, če ne bi našli takega človeka, ne? Torej, sistemsko so te stvari popolnoma, ampak res popolnoma nerešene. Mogoče je glih v tem problema, ne, da vsi potem iščemo neke, bom rekla, neke rešitve, vsak Zasilne rešitve. individualno po svoji Ja, strani. seveda, a ne. in deloma je tukaj treba tudi iskati odgovor na vprašanje, zakaj smo mi tako slabo kos tej epidemiji, ne. Ker resnično niso rešene sistemsko stvari tako, da bi ljudje lahko sploh bili kos stvari, a ne. Nimaš se kam umakniti, če ti je odrejena izolacija in karantena, nimaš se kam umakniti iz svojega družinskega kroga. Vsi hoteli so pa prazni. Marsikakšna evropska država je to rešila, a ne. Torej, če bivate v nekem skupnem gospodinjstvu z ljudmi, ki so tvegani, ki vemo, da če zbolijo, da bo se kaj hudega zgodilo, ne morete vi svoje karantene v taki družini preživljati, ker boste vse svoje sorodnike okužili, ne. Taka oseba se mora nekam umakniti. Potem javni transport, je gospod zelo dobro povedal, kako stvari stojijo. Jaz sem sama uporabnica mestnega prometa, to je nočna mora, ne. Tudi 3 maske ti nič ne pomagajo, ker se pač nekateri ne držijo ničesar, ne. In tako naprej. Skratka, tudi to, a ne, kako ljudem razložiti, zakaj nositi masko, kako nositi masko, v to je mnogo premalo energije vložene in tudi ni zadosti samo enkrat to pojasniti, ker pač vsi smo krvavi pod kožo, a ne. Po 2 mesecih jo imamo že pod brado, ke je lažje dihati, ne. Če te noben ne pocuka, pa ne reče, glej, brez veze, da jo sploh imaš, če jo takole nosiš kot modni dodatek, to ni nič, a ne. Skratka, v bistvu je vse skupaj premalo človeško, ne. Mislim, premalo je človek v ospredju cele te zgodbe. Pa že pred epidemijo, ne, kaj pa šele zdaj, ne. Se slišimo? Ja, povej. Ja, jaz imam 2 stvari. In sicer, prej, ko smo se pogovarjali jaz mislim, da izobraževalni naš sistem, recimo, je že veliko napako naredil sploh v zdravstveni smeri, da ne izobražuje ljudi, še vedno, ne, na žalost, v 21. stoletju, kako pristopati osebam s posebnimi potrebami. Ravno imamo vse povsod polna usta inkluzije. Recimo, moja hči, ki je diplomirala iz zdravstvene nege, je sama povedala, 5 ur vaj so na faksu imeli za vse skupine pacientov s posebnimi potrebami. Zdaj mi pa povejte, kaj tak študent od tistih 5 ur z vaj odnese, če nima svoje osebne lastne izkušnje. A ne, tako da potem drugo stvar, ki jo želim povedati, pred leti sem delala anketo med zdravstvenimi delavci za revijo Rikos, kako nastopajo, ko dobijo v obravnavo pacienta s posebnimi potrebami. In ko sem jaz delala analizo teh odgovorov, človek se zgrozi. Človek se zgrozi, kje živi in kakšni, kako, recimo, ne vem, vprašanja so se napovezovala, kako komunicirate, kadar je spremljevalec s to osebo. Običajno vsi komunicirajo s spremljevalcem, seveda, a ne sploh pri slepih, ker ni očesnega stika. Mislim, zgroženo. Kar pa moram še posebej reči, da najbolj zgroženi odgovori so bili pa z očesne klinike. Tam so, mislim, glede na to, da obravnavajo paciente z okvaro vida, imajo o tem totalno zgrešene pojme. No, in še ena stvar, kar se izobraževalnega sistema tiče. Direktorico ali ravnateljico srednje zdravstvene šole v Ljubljani, od nje sem na vsak način želela izvedeti, pač, da mi pove, na kak način oni dijake pripravljajo, da bodo znali komunicirati, vstopati, kadar dobijo v obravnavo pacienta s posebnimi potrebami. Je bil ravnateljica vztrajno odgovarjala, veste, mi jih spodbujamo, da ljudem pomagajo, da so uslužni. Neka poslušajte, jaz vas sprašujem,
kako jih boste naučili, da bodo pravilno komunicirali. Moram reči, da tega odgovora nisem dobila, kljub vztrajanju, potem vemo, zakaj so danes zdravstveni delavci takšni, kot so. Toliko z moje strani. Ja, čisto prav imate. To smo tudi ugotovili, ko smo delali raziskavo na nacionalni ravni, smo prišli do popolnoma enakih ugotovitev. Tisto, kar mene žalosti, jaz sem že stara gospa, ne, pač jaz imam še nekaj let do penzije. Ampak seveda zaganjanje v zid, sem že vsa pobuškana, tako, ne, če se malo slikovito izrazim. Nikamor se ne da priti kar čez noč. Ampak tisto, kar me resnično zelo žalosti, jaz sem pa človek, ki je radoveden, ne, in ko sem se zaposlila v zdravstvu pri programu SVIT, seveda strateško komuniciranje, ampak SVIT je ena taka hecna zadeva, najbrž ga vsi poznate, tisti, ki ste že čez 50 let stari, brskanje po kakcih, pa rit in tako dalje, neke neprijazne zadeve, a ne. In seveda, kaj se je izkazalo, že zelo hitro, po letu ali dveh mojega dela na SVIT-u, da je problem slabo komunikacijsko stanje zdravstvenih delavcev, ki ne znajo se z ljudmi pogovoriti o taki narodni reči, kot je zadnja plat, pa kakci, pa tako naprej, ne. In seveda se je potem izkazalo, da je tisto, kar nujno moramo narediti, je to, da je treba usposobiti najprej zdravstvene delavce, zdravnike pa medicinske sestre, da bojo kos tej zadevi. Jaz sem doživela šok, ker sem, moram reči, bila prepričana, da oni te veščine pridobijo v času svojega študija, ampak sem se grozno zmotila, ne. In ker mi v Sloveniji nihče ni kaj dosti mogel pomagati ali pa hotel, tudi sem pač naredila korak, ki je bil skrajno predrzen in sem vprašala gospoda, ki je bil takrat dekan medicinske fakultete v Cambridgeu, to je zelo ugledna medicinska fakulteta, doktor Jonathan Silverman, svetovno največja avtoriteta na področju komuniciranja v zdravstvu, če lahko mi kaj pove, kako se to dela, da jaz nič ne vem in da rabim enega, da mi pomaga. Jasno, da je bil totalno šokiran, kaj si lahko predstavljate, ne. Je rekel, ja, pridite, ne, mislim, jaz seveda vam lahko pomagam, na naši fakulteti imamo katedro za to, inštitut, vse, kar hočete, pridite, pa vam bomo pomagali. In seveda, in potem sem jaz pač naredila korak in sem sama si plačala ta študij, ne, ki ni bil ravno poceni. Ampak za primerjavo, študent medicine v Veliki Britaniji ima predmet komuniciranje s pacienti 6 let, od prvega trenutka, ko stopi na fakulteto, do diplome, do tega, da ga spustijo ven, ne. In enako, ne boste verjeli, tudi na Hrvaškem. Zagrebška medicinska fakulteta, vsako leto en semester, 2-krat na teden to, a ne. Slovenski zdravnik nič. Če specializira družinsko medicino, nekaj malega zve v komuniciranju, ampak bolj na ravni tega, kar je gospa Slavica zelo lepo povedala. Učimo jih, da so prijazni pa uslužni. Ampak to se ne reče strokovno, komunicirati pa ta prave stvari, ta prave korake obvladati, kako podpreti ljudi. Tega v Sloveniji preprosto ni. Zdravstvo tega sploh nima. Na zdravstveni negi imajo vsaj 5 ur, na medicinski fakulteti nimajo niti 1 ure. Kako ravnati z osebo, ki ima težave, karkoli, voziček, ne sliši, ne vidi, karkoli, nič. In to je nekaj nepredstavljivega, ne. Jaz sem se pač zelo zaganjala v to, moram reči, med drugim tudi zaradi izkušnje lastnih oviranosti, ampak ne prideš prav daleč, ker se pač ljudje branijo in rečejo, nam je vse jasno. Ne, ni vam vse jasno, ker narobe delate. Ampak zdravniku to reči, ne, saj vemo, kaj se pol zgodi. Jaz sem v službi med samimi zdravniki. Nasmehnejo se pa rečejo, no, sej. Ampak ti nisi medicine študirala, mi pa smo. Tako. In se s tem neha, ne. Vse jasno. Vse jasno, ja. Mislim, da je Niko, da nas je zapustil. Tako da ga ni. Skratka, dajmo se malo še k covidu vrniti. Toni, a se še z nami? Toni pravi, da se malo mudi. Toni, daj ti malo povej ti probleme, ki jih imaš ti v današnjem času, recimo.
Ja, jaz težave, ki jih imam, so to, kje najti te razkuževalnike, kako priti v trgovino, ko ne veš, a je vrsta pred tabo odzunaj ali ni, kdo je za komu v vrsti, ker ljudje ne stojijo v vrsti, ampak stojijo kar pač malo vsak po svoje, pa vsak ve, kdo je pred njim. Kakšna steklena vrata se že kaj butnil? To v vsakem primeru, ne glede na korono. Pa zraven še podreš aparat s šnopcem, ki je ponovadi na sred nastavljen, na sred vrat. Avtobusi, ne? Dobro, ti z avtobusom se voziš, ne? V glavnem do službe imaš pa zelo blizu, ne? Tako da to je, kar se tega tiče, je zelo pozitivno pri tebi, a ne? To je v redu, ja, ampak takrat, ko ni bilo avtobusov, je bil problem. Bil je tudi problem, ko so avtobusi vozili, pa so samo zadnja vrata bila uporabna. Ko so šoferji so imeli težavo, kako zdaj povedati meni, katera številka je. Tako da marsikjer je kar prišel pol ven skozi zadnja vrata, da mi je povedal. Ampak pol so se navadili s časoma, da odprejo sprednja vrata, sem to, da povejo. Aha, no to je tudi zanimivo, ne. Še kdo ima kako tako izkušnjo? No, daj, ti, ko si se oglasil. Ja, glede tega covida, res so tudi maske, rečemo, so problema, ne. Naprimer, veliko slepih uporablja eholokacijo, ne, se pravi, mi se oglašamo tako, kot netopirji, za tisti, ki čisto nič ne vidimo, da v bistvu lociramo neko oviro, ne. Sem včasih to res čudno zgleda, ker greš skozi mes pa delaš, ne, se pravi s palco in zraven ta zvok. In zdaj, če imaš pa ti masko gor, se pa ta zvok v masko odbije, ne, in si enostavno zaradi maske veliko bolj oviran. In meni se je že zgodilo, da sem imel težavo s tem, ker je bilo gospod, kje imate pa masko. Ampak jaz sem rekel, da bom pač delal pod geslom, kako je že bilo, boljš okužen kot povožen, ne. O moj bog. Ja, ker konec koncev, če grem jaz sam s palce po mestu in ker to se mi velikokrat dogaja, hodim v službo, hodim vse povsod na treninge, kar hočete. In če imaš ti to masko gor, je res problem, ne, ker dejansko si dvojno, mislim, si čist slep, a ne. Zdaj, če imaš spremstvo, to ni problema. Če si pa sam, pa zna biti težava, drugače pa tako, kot je Toni rekel, trole so res bile težava, ne, s temi šoferji in s potniki, sploh, kad ti trole, sploh če pride 3 trole naenkrat in na zadnja vrata, to je obup, ne, tako da smo imeli kar orang težave. Poznam pa tudi primer z očesne klinike, ki je spremljevalec pripeljal slepo osebo na očesno v času covida in so mu jo iztrgali z rok in rekli, samo s psom gre lahko noter, ne. In pol rekel, poslušajte, a mi naj da vratnico gor ali kaj, mislim, kako bomo zdaj to rešili, ne, pa prav, ja. Nas ne zanima, na očesno gre lahko noter gospa samo s kužkom, sem spol zajebavil, če je že kupila vratnico svojemu možu, ne. Je rekel, s tem imam že odkar sem poročen. V glavnem konec je bil tak, da so jo zagrabili žensko in jo peljali noter. Ne vem pa, kako se je razpletel, mislim pa, da ni bila glih potica, no. Groza. Ja, in to se dogaja, rečemo, no, jaz drugač, kar se le da, se probam izogibati raznih trgovin in teh stvari, ker pač je za samega slepega zdaj to res problem, ne, tako da jaz ponad svojo drago pošljem v trgovino, kar mi sicer ful ustreza, ki se mi ne da po trgovinah, ne. No, pa tudi taksi je težava, te taksi, ki imajo ta pleksi, vmes pa moraš od zadnji sedeti, ne slišiš niti njega, ne on tebe skozi s pleksi. Ja, to je ena stvar, s taksi je tudi po trgovinah itak, ne veš kam, kje je una luknja, da daš denar, da daš kartico, so posod tisti pleksi. S temi pleksi, ja, se pravim, dajmo se slepi čim bolj, pa tudi konec koncev, ko so ukinili javni prevoz, ne, jaz sem se vedno hecal na nek način, da sem govoril tako, zdaj lahko pa samo še slepca peljejo ven peljat lulat, tako kot kužka, ne, ker če slep mu vzameš javni prevoz, je praktično odvisen od nekoga, ki vidi, ker mi znamo od točke A do točke B, s tem, da znamo od postaje do postaje, ne. Od postaje do naslednje postaje je pa problem. Jaz težko pridem sam peš v službo, ne? Ker ne poznam dobro poti. In tukaj je hudič, ne.
Tukaj so strašne težave, torej med drugim smo recimo tudi ugotovili, kako, to je pa neka naša slovenska kulturna posebnost, se bojim, ne? Da stvari rešujemo tako, formalno jih rešimo, v resnici pa ne, a ne, v resnici pa ne. Recimo to, ljubljanski mestni promet, to je bila prav zanimiva zadeva, kaj se je izkazalo. Je uvedel zvočno opozarjanje postaj, a ne, na kateri postaji ste, pač bližamo se postajališču, ne vem, temu in temu. Ampak ker šoferjem niso povedali, zakaj to je sploh, ne, se niso kaj prav in se še zdaj ne, obremenjujejo prav dosti, da bi bilo to sploh prav nastavljeno. In se seveda lahko zgodi, da vam narobe pove, ne, za 2-3 postaje narobe, ne. Tukaj moram jaz pohvaliti LPP na nek način, ker se mi je že velikokrat zgodilo, da čim me je šofer zagledal, sem prav slišal, nastavljena je linija 9, ne, pržgejo. Tako da tukaj v, rečemo, 2-3 letih so prišli toliko... Ja, ampak so rabili 3 leta, ne. Ja, dobro, vsi napovedniki funkcionirajo že od leta 2004, ne, tako da prosim lepo, ne. Sej se premika. Smo kar napredovali, saj pravim, glih navadili se bomo, pa nas bo pobrali, ne, počas bo. Dobro, Sanja, Viki pa Slavica so dvignili roke. Pa Brane. Okay. Ja, v bistvu je že kar nekaj stvari potem za tem bilo povedanih, ne. V bistvu se precej težav, ko malo pomislimo, se precej težav pojav, ki jih imamo slepi zaradi teh omejitev zaradi covida, ne. Se pravi, te pregrade, potem pleksija, ne, na blagajni, jaz sem bila že alergična, bila vedno na pošti pa na banki, no, zdaj sem jih dobila še vse posod drugje, ne. Ker res ne slišiš nič, ne. Potem recimo, jaz, tako Mitja rekel, ja, pošlje koga v trgovino, ne, jaz grem pa rada v trgovino, recimo, ne, in zdaj pri slepih je pač težava, mi veliko stvari prešlatamo, a ne, pač videči gledajo z očmi, mi pa pač s prsti, a ne, in jaz sem prepričana, da je to razlog, da smo v bistvu ena izmed skupin prednostnih na cepljenju, ker smo pač ena izmed bolj ogroženih, a ne. Je to mislim, da je to en vidik tega, ker jaz sem tudi sama prepričana, da sem glih zaradi tega pač zbolela, ker ja, saj se razkužuješ pa to, ampak mimogrede roka zaide na obraz, pa se počohaš, pol še itak imaš te maske gor, a ne, da malo za sebi si malo popraviš masko, je lahko dovolj, a ne. Tako da ja, teh težav je res, ne, tudi glede poti, kakor smo rekli, ne, zdaj nekdo recimo hodi, ne vem, ko vidi, hodi z avtobusom v trgovino, a ne, avtobusa ni, ja bom šel peš, pa bom tam že najdel tisto trgovino, a ne, nekje tam je, pa bom se malo sprehodil, ja, za slepega to ni tako, ne, pač slep mora vedeti pot, a ne, mora poznati in mi poznamo poti, katere uporabljamo peš, a ne bom se zdaj učila še 10 drugih poti, kamor praktično nikoli ne hodim, pa tudi, če bi se jih učila, to je treba jih tudi trenirati, a ne, če bom jaz se neko pot naučila čez 1 leto, ja, krajše poti, ja, ampak daljše poti pa ne, si to ne zapomniš, pač ker tak cel kup enih ovir. Poleg tega, da se tudi okolje spreminja, ne, po pol leta, če si pred pol leta šel nekam peš, da bi zdaj, a ne, jaz lahko rečem, ja, znam pot do tja, če ni avtobusa, a ne, ampak če bi po enem letu mogla iti tja peš, vprašanje, kaj se je že od takrat vse spremenilo. Poleg teh vseh ovir, ki jih zdaj nastavljajo zaradi vseh cestnih popravil in tako dalje, ne, tako da. V bistvu, ko človek pomisli, je dejansko kar nekaj teh ovir zaradi omejitev, zaradi covida. Pa noben ne pomisli na njih, ne. Če je slep sam, pa da je takale zadeva, kakor je COVID-19, je včasih kar najboljš, da se kar doma zapre, pa pač proba malo potrpeti, mislim, jaz sicer tega ne počnem, ampak... Ampak recimo, pol je tukaj spletno, nakupovanje, a ne, to smo tudi imeli na zvezi, a ne. Ja, je dostava, ne, zdaj dostavljajo vsi in Mercator, Tuš, Spar, ne, Ljubljane recimo, ampak
slep mora znati naročiti oziroma ne znati. Ja, prvo znati, drugo mora pa tudi spletne strani biti dostopne za spletno nakupovanje, ne. Tako da Poenotene bi mogle biti, ne? spet ovira, ne. Veš kaj, pa pri teh spletnih nakupih, bomo dali Viktorju zdajle besedo, ne, pri teh spletnih nakupih vem, ko sem sam jaz naročal, je bilo tako, recimo pri Mercatorju nisi not prišel, ne. Je bilo tako, da dejansko si se spravil ob 8 gor in so rekli, o polnoči bomo zagnali generator, potem pa, če prideš not, če ne pa umri od lakote. Dobesedno, skoraj bom rekel. Ne, si mogel imeti čez zalogo, če si hotel iti v spletne trgovine, ker si čez par dni robo pripeljal. Ja, to pa tudi, ja. Ok, Viktor, izvoli, beseda je tvoja. Ja, lep pozdrav, upam, da se slišimo. Zdaj tako dve izkušnji, mogoče na kratko. Kot prvič bi rekel, ko sem zdaj marsikaj tudi poslušal, kako v realnosti stvari potekajo, ne. Se mi zdi, da sem lahko res zelo hvaležen, da je osebna asistenca in da mi lahko tukaj še toliko bolj pomaga tudi zdaj v teh COVID časih, ne. Druga stvar bi pa še to povedal, kar se pa izkušnje s testiranjem tiče. Sam sicer nisem bil na testiranju, ampak pred dnevi sem pa moral peljati hčerko, pa sem pravzaprav bil tudi v eni zadregi, ker nisem mogel računati na pomoč osebnega asistenta, ne. Potem sem se seveda pač obračal na taksi službe, pa sicer ni bilo ravno najbolj enostavno, ker se je marsikdo bal peljati, ne, ampak potem sem pa rekel, se jih je več, je konkurenca med njimi, bom že dobil in dejansko se je tudi tako zgodilo. Ni bila najcenejša rešitev, bila je pa učinkovita in sem stvari uredil, no, tako da samo toliko, hvala lepa. Jaz moram še povedati, oprosti. Čakaj, Brane je zdaj. Jaz sem še tudi. A, tudi ti še, Slavica. Vmes se že, no pa dajmo zdaj Brane tu, no, ok. Ok, kar daj Brane. Jaz, hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Mogoče bo gospod Marjeto zanimalo sam moj primerček, eno od mnogih primerov, ne, iz očesne klinike, ker ne sam sestra, pa to vrhunski zdravniki, ki so res vrhunski zdravniki, svetovno znanje, ampak o slepoti nima pojma o pojmu. Stopi noter v ordinacijo z belo palico, stojim tam pri vratih, potem še temo naredijo, ne, nisem vedel, kam naprej, pa rekel zdravnik, no, kar pridite, ne, si rekel, kam pa? Rekel, sem na tale plavi stol se usete. In to, da na očesni kliniki ni enega znamenja za slepe slabovidne, enega ni. V celi bajti. To je posebej poglavje. Drugo, ko smo govorili prej o sistemskih rešitvah, pa to, ne, namesto, da bi se zgledovali po vzori, kot je v mojem globokem prepričanju Kočevje, ne, ker tam so se samoorganizirali, odlično so delali, res obvladajo situacijo, jih je pa vrhunski strokovnjak Kacin nazmerjal. Žalo jih je, dobesedno žalo jih je, ne. Potem, glede tega, res zanimivo, ko pravi, da je Eugen Bavčar dosegel, da smo slepi prednosti, ampak kolikor vem, je to Zveza slepih dopise pisala, ne? Da bi slepe uvrstili na prednostno listo. To bi mogla biti še zraven pobuda, da bi osebni asistenti morali biti tudi nujno prednostno cepljeni. Kakor jaz vem, je bila to pobuda, ki so jo dali Eugen Bavčar, Nina Zavašnik pa Boštjan Vogrinčič. Aha, pa je preko Zveze šla naprej, ne? In so pol v bistvu preko Zveze verjetno to dosegli, ampak ok, tukaj smo. Ok, prav, fajn, hvala. Kaj pa osebni asistenti, ne? Z slepimi, nepomičnimi in tako dalje, ne? Duševno motenimi imajo opravka z najbolj ranljivimi skupinami in bi tudi sami morali nujno biti prednostno cepljeni. Mislim, da bi to pobudo, če dovolite, to pobudo nujno morali posredovati strokovni skupini, nasloviti na vodjo strokovne skupine, ker imate močno prav. Res bi morali nujno cepati tudi ljudi, ki pomagajo, ne.
In to bi pobudo lahko dal Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ki to vse povezuje, ne. Na vodje strokovne skupine. To bi bilo res nujno, na vodjo strokovne skupine dr. Logarjevo. Prav, hvala lepa. Pa še eno stvar si mislil, to je pa bolj vprašanje za gospod Marjeto, koliko časa drži vpliv cepljenja pa prebolele korone, ne? Ker navodila, ki prihajajo iz NIJZ-ja na razne naslove, so tudi med sabo zelo različna. Prejšnji mesec so domovi za starejše občane v Sloveniji dobili navodilo glede dovoljenih obiskov svojim stanovalcem, ne? Da kdor je ima preboleno korono oziroma ta COVID, mu to velja 6 mesecev, da 6 mesecev lahko mirne duše pride na obisk svojcev v dom, tisti, ki je bil cepljen, pa to velja samo 3 mesece. Kar se zelo, zelo čudno zdi, ne? Ja, to je brez dvoma čudno, ampak zdaj takole moram pojasniti. Gre za popolnoma nov virus. Tega virusa do leta 2020 ni bilo, oziroma vsaj ne v stiku z ljudmi, a ne. In seveda, zdaj to je komaj dobro leto pa pol, recimo, sploh obstoja, da vemo zanj, ne. In seveda nam ni še čisto jasno, koliko časa sploh zadeve delujejo. To bomo šele videli v praksi, a ne. Pri cepivih se predvideva, da zadeva, kot zdaj kaže, je kar trajna, torej da se na kakšno leto lahko recimo računa, ampak ne vemo pa zanesljivo. Zanesljivih je pa 6 mesecev, ker toliko izkušnje pa že imamo, a ne. Torej 6 mesecev vemo, da so nekateri ljudje so bili zelo hitro cepljeni, to so tiste poskusne skupine, ko so šele testirali in vemo in so pač ugotovili klinično, da so po 6 mesecih še vedno zaščiteni. To se pravi, za 6 mesecev smo lahko prepričani, a ne. In seveda se tukaj potem pogovarjamo o tem, kar zanesljivo vemo. Torej, zanesljivo vemo, da 6 mesecev po cepljenju drži. Na žalost vemo tudi to, da nekateri ljudje so že 2-krat zboleli za COVID-19. Kar pomeni, da ko si prebolel, a ne, ni čisto zanesljivo, koliko časa si varen. Odvisno od imunskega sistema vsakega posameznika. Ampak res pa je, da tisti, ki so drugič zboleli, da so imeli zelo lahek potek, ker se je očitno telo ustrezno oborožilo, ne. Torej, zboliš lahko, ampak ni tako hudo. In zdaj seveda mi šele dobivamo izkušnje, kako sploh ta virus funkcionira. Med drugim tudi dobivamo izkušnje, da ne funkcionira samo takrat, ko ste prvič bolni, ampak da so še posledice, ki se vlečejo dolgo časa. Nekateri, ki so zboleli že lansko leto takoj na začetku, imajo še zdaj zdravstvene težave, ki od takrat že izvirajo. Se pravi, skoraj leto pa pol, a ne? Torej, dobro leto dni se vleče. In zadeva se kaže tudi kot neke vrste kronična bolezen, ne samo akutno takrat, ko zbolite, ampak se vleče še dolgo časa kasneje. To pa seveda nimamo pojma, kaj še bo, a ne, ker pač bomo šele videli, kaj se bo v resnici dogajalo. Zato seveda morate razumeti, da se lahko tudi spreminjajo neka strokovna stališča, ker prihajajo nova spoznanja o tem virusu, ne. Da je pa virus tudi duhovit in da se nove različice pojavljajo, to pa na žalost v naravi se skozi dogaja, ne. In virusi, ki se zelo hitro razmnožujejo, se tudi zelo hitro spreminjajo, pač to je slaba stran virusov. Lahko recimo, če bi imeli veliko srečo, bi se virus spremenil na ta način, kot se je recimo virus, zaradi katerega dobimo nahod. Ki se vsi okužimo, pa potem 2 dni kihamo, pa nič, se noben kaj dosti ne sekira in s tem virusom človeštvo mirno živi, noben ne umre od tega, pač malo je zoprno, ker ti z nosa teče, ampak nič hudega, ne. Netopirji recimo živijo s koronavirusi v najlepšem sožitju in jim nič hudega ni, pa jih imajo na milijone, a ne. Zdaj, kakšen je točno ta mehanizem, ki netopirju to omogoča, ne vemo točno, ampak res pa je, da ima netopir lahko zelo visoko telesno temperaturo ali pa skoraj zmrzne, je posebnež med sesalci glede tega, pa da je najbrž tam se neka skrivnost skriva, kako to netopirji srečno s tem koronavirusi, ne samo s tem, ampak z vsemi koronavirusi mirno duše živijo. Torej, virus je poln novih spoznanj, ne, ta virus pač šele ugotavljamo, kaj vse to je. In cepljenje, kot vse kaže, drži
kar nekaj časa, torej za 6 mesecev smo prepričani. Imunost po prebolelem COVID-19 je pa tako bolj vikel-vakel, bomo rekla, ne. Je odvisno od posameznika, kaj in kako. Zdaj pri starejših ljudeh itak imunski sistem ni v najboljšem stanju, a ne, in je seveda možno, da še enkrat zbolijo, ampak na srečo ne tako težko, ne. Tako da bolj zanesljiva stvar je seveda cepljenje in zato tudi prevladuje nekako priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije je, da tudi po prebolelem COVID-19 po 6 mesecih ali najkasneje 9, naj se tudi ti ljudje cepijo, ki so preboleli COVID, ker edino cepljenje je zares v redu zaščita, ne. Koliko časa bo pa trajala, bomo pa šele videli. Torej, zdaj smo optimisti, ker se kaže, da cepljenje drži dolgo časa. Najprej smo se vsi bali, da bo treba se cepiti vsake pol leta, kar bi bila groza, ne. Zdaj pa kaže, da bo kar nekaj zanesljivosti iz tega izvira. In zato je res pomembno se cepiti čim prej, no. Zdaj seveda s tem so pa težave, ne, ker pač cepiv ni dovolj na voljo. Hvala. Okay. Jaz sem nekaj pripravil. Anja Hočevar-Detiček, ki je dobila, zdaj, če se veste, ne, dobila priznanje Minke Skaberne kot učiteljico. Ima danes nekaj na snemanja, mi je pa posnela eno zadevo, njeno razmišljanje o tem pač in bi jaz zdaj to predvajal. Zdaj upam, da bo šlo, no. Dajmo tole. Kdaj pa je bila ta podelitev? To je ta teden enkrat je bilo to. Hvala, da smo bili obveščeni. V ponedeljek, ampak to je bilo v bistvu na njihovem, ko imajo te sekcije tiflopedagogov, tako da v bistvu je bilo, ni bilo niti javno, mislim, da ni bilo niti javno dostopna ta podelitev, no. Aha, ja, to je tiflopedagoška sekcija. Tako. Okej, v redu. Okej, dajmo probati, če bo šlo zdaj to. No, dajmo kaj zdaj. Aha, čakaj, share. No. Rahlo brcni. Okej. Lep pozdrav vsem. Najprej bi se rada opravičila, ker danes ne morem biti v živo z vami. Bom pa na tak način delila nekaj svojih razmišljanj. Jaz slišim. Lep pozdrav vsem. Najprej bi se rada opravičila, ker danes ne morem biti v živo z vami. Bom pa na tak način z vami delila nekaj svojih razmišljanj. Zaposlena sem v centru Iris, kjer trenutno delam s 4 otroki. Pri nas pač so otroci, ki imajo poleg slepote še mogoče kakšne druge dodatne motnje. Bodisi, ne vem, presajeno srce, presajena ledvica, avtizem in tako naprej. In so iz tega stališča pač zdravstveno še bolj ogroženi kot pa videči. Ko je prišlo do prvega lockdowna, lanskega marca, smo bili res vsi doma, ni bilo niti javnega prevoza, zato tudi nisem imela veliko možnosti, da bi se s komorkoli družila. V tistem času pač tudi nisem zahajala k staršem, tako da sem se v bistvu res držala tega, da sem bila skozi doma. Ko so se maja šole odprle, smo se pač vsi začeli spopadati z vprašanji, kaj bo, kako bomo mi to zmogli, ker pač vsi vemo, da delo s slepimi poteka drugače kot pa z videčimi. In smo bili v dilemi, kako bomo mi zdaj pripomočke lahko dajali še vedno iz rok v roke našim učencem. Zato, ker pač so vsi govorili, da se je treba roke razkuževati, da je treba razkuževati pripomočke. Tako da pač mi nismo kaj veliko komplicirali, pred vsako uporabo pripomočkov smo pač si razkužili roke in potem so šli pripomočki lahko iz roke v roko, po uporabi pa smo vse te pripomočke pač dali v karanteno, a ne. No, kot potem so se ukrepi nekako malo bolj sprostili, pa tudi bližal se je že konec šolskega leta in sem tudi jaz nekako bolj postala svobodna. Sem tudi se že udeležila kakšne zabave, kakšnega druženja. No, potem pa v novembru je sledil pač drugi lockdown in smo
v tistem času bili na začetku šolskega leta, tako da pač sem imela veliko dela online, z enim učencem pa sva tudi delala na mojem domu, ker sem ga učila brajico in učenje brajice ne more potekati nadaljavo. On je prihajal k meni domov, sicer na začetku sem bila kar malo prestrašena, zato ker on se je kljub epidemiji, kljub zaprtju družil z ostalimi in sem pač sprejela doma take ukrepe, da ko je prišel k meni domov, si je razkužil roke in ko je šel od mene, sem jaz v bistvu vse za njem razkužila, kljuke, mizo, stole, vse, WC, pač vse, česar se je on dotikal. No, ampak delo je kar nekako potekalo tako normalno. V tistem času se pač nisem z nobenim družila, zato ker sem čutila nekako odgovornost do otrok in v bistvu tudi do sebe, zato ker pač jaz bi lahko korono prebolela čisto asimptomatsko, medtem ko bi pa eden izmed naših otrok lahko resno zbolel, imel resne posledice, tako da jaz si pač tega nisem in ne morem privoščiti. No, potem smo se pa januarja mi kot prvi vrnili v šole, ker smo že odprej vedeli, kako pa kaj, smo se držali enakih ukrepov, še vedno pač druženje tako ali pa tako nisem bila dovoljena, jaz pa tudi nisem zahajala nekam, vmes sem šla v bistvu samo k staršem, malo se me potolažila tale obvezna hitra testiranja, katerih sem se udeležila in vedno, ko sem dobila negativen rezultat, je bilo zadovoljstvo, no. Tako da potem je pa v marcu smo bili tudi cepljeni kot prioritetna skupina. Jaz moram priznati, da do marca v bistvu sploh nisem šla na noben rojstni dan, na nobeno druženje, ni pač zaradi sebe in zaradi otrok, tako da v bistvu sem se res čuvala, no. Tudi redno nosila maske, razkuževala roke, skratka upoštevala vse te ukrepe, ki so pač v veljavi bili in so in bodo. Tako da, ko smo bili pa cepljeni, se mi pa zdi, da je pač, da mi je od srca se odvalil en tak velik kamen. Sem se pač počutila varno, sicer me čaka še drugi odmerek, ampak jaz mislim, no, da zaščitena že sem in da tudi, če zbolim, mogoče ne bom zbolela v taki hudi obliki, kot bi mogoče lahko. Še vedno pač se izogibam druženjem in tako naprej, ampak že več hodim. Zdaj pa za konec bi samo še povedala to, da so me mnogi vprašali, ja, pa zakaj saj okužbo lahko stakneš kjerkoli, lahko na avtobusu, lahko v trgovini, zakaj ne hodiš na rojstni dan? Jaz sem pa jim rekla, da pač na avtobus moram iti, ker druge možnosti prevoza do službe pač nimam. In sem potem rekla, da pač če staknem okužbo na avtobusu ali pa v trgovini, si rečem, okej, sem zbolela, pač zato, ker sem šla v službo ali pa zato, ker sem šla pač po nujnih opravkih. Ne bom pa zbolela zato, ker bi pač šla na rojsten dan, a ne, to je glavna razlika, da se izognemo stvarem, na katere imamo mi vpliv. Jaz sem si pač tako v glavi rekla in tega se dokaj držim. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Vse bi lepo pozdravila, pa vam zaželela ene lepe pa mirne velikonočne praznike. Čau, čau. No. To je bila Anja. Halo, se slišimo? Dušan, jaz zdaj prijem na vrsto še, da povem. Ja, izvoli, saj je še časa dosti. Ja, sej. Eno svojo osebno izkušnjo začetka korone. Ena zadeva je to, da si slep, pa sam živiš. Druga zadeva, ki pa katastrofo še potencira, je, da imaš otroka, ki sicer ne živi doma v zdravstvu in ki je 2 meseca v skafandru, ki vsak dan na onkološkem brise jemlje. In moram reči, da je ta začetek korone bil za mene tako stresen, v bistvu 2 meseca se s hčerjo sploh nisva videli.
Mislim, jaz sem padla v eno tako brezizhodno stanje, takrat tudi psihično, ne samo to, da so se težave s spremstvi povečale in tako naprej, ampak sploh ta spremljevalna okoliščina s hčero, mislim, kaj, a bomo zdaj kar tako, ne bomo se mogli več videti. Mislim, res to je bil pa začetek te korone za mene grozen, resno. Tako da zdaj smo se vsi že malo navadili, oziroma smo se mogoče že malo preveč navadili vsega. No, to je ena stvar. Druga stvar pa bi sam to še rada povedala glede LPP-ja, ko smo se prej pogovarjali, jaz tukaj moram kar v bran malo LPP vzeti in reči, da če primerjamo naš LPP pa zdravstvo, je to taka razlika. LPP daleč pred zdravstvom prednjači, kar se tiče dostopnosti oseb s posebnimi potrebami. Takrat, ko je nekaj časa bil precej strog režim na avtobusih, ko je bil vhod pri drugih vratih, pa obvezno potem levo, da si mogel iti na zadnja vrata ven in tako naprej, smo mi takoj naposredovali preko KPŠRD-ja na LPP in moram reči, da so tam ljudje bili tako pripravljeni nam ustreči, ampak so rekli, ne moremo, ker NIJZ ne dovoli teh izjem, da bi lahko slepi, ko pridejo gor pri srednjih vratih, grejo naravnost do onega prostora, ki je običajno za vozičkarje, in da izstopijo potem nazaj pri istih vratih, to jim NIJZ baje ni dovolil, ker pač ni izjem. No, tako da tukaj moram za LPP pa malo v bran vzeti. In zdaj, a je to bil samo izgovor, a je bil to resnično ta dekret NIJZ-ja, ki tega ni doleval, tako da je res, včasih se malo vprašaš, kdo so s koga norca delali. Prav zabavno je poslušati takele zgodbe in verjemite, da jih je zelo veliko, ampak NIJZ je v času te koronske krize postal nekaj takega kot bav ali pa, ki strašijo otroke, če ne boš priden, bo jaga baba prišla ali te bo pehta odnesla ali ne vem kaj. Videk virus. Ja, pač, a ne, nek grešni kozel mora biti, res je pa, to moram priznati na začetku, pač, ko so nastajali te prva priporočila, kako ravnati, so se seveda naši strokovnjaki, ki so v Centru za okolje in zdravje, strašno resno tega lotili, ne, in so do najmanjše podrobnosti pisali navodila, kaj vse je treba narediti, ker so pač čutili neko odgovornost, da zelo natančno povejo, kaj je treba narediti. Malo so pretiravali, ne, ker niso upoštevali tega, da ljudem je treba dati 10 pravil, pa tistih se skozi držati, pa bo delovalo, ampak so šli zelo v podrobnosti, ne. Potem se je hitro izkazalo, da to nima največjega smisla. Ampak posledica je bila ta, da so potem vsi se začeli izgovarjati, NIJZ ne dovolj, NIJZ hoče to, NIJZ pa sploh ni imel nič pri tem več, ne. Zdaj pa sploh nima, ne. Ampak problem je ta, da se da enostavno ne zavedajo se vseh aspektov, vseh zornih kotov, a ne. Tudi zdravniki, ne. Recimo, jaz sem ugotovila, da dejansko, kaj je razlog za tako slab odnos do oseb z oviranostmi. To, da ne vejo, kaj narediti. Jih pa naučijo v času študija na medicinski fakulteti, da nikoli ne smejo priznati, da ne vejo, kaj naj naredijo. Zdravnik ne sme tega priznati, a ne. In posledica je seveda ta, da so v grozni stiski, ko se srečajo z nekim nenavadnim človekom, ki je drugačen od njih, ki ima druge izkušnje kot oni sami. In ker ne smejo priznati, da ne vejo, kaj naj naredijo, so arogantni in pač se grdo obnašajo in so nasilni. Še kolegove napake ne smejo. Ne, skratka, nezmotljivi so, kar je vse grozen pritisk psihičen na njih, ne. In je njim v resnici najmanj toliko težko kot uporabnikom, ne. Torej, pač tudi sami so v groznih stiskah velikokrat, ampak ne smejo niti reči, da jim kaj ni jasno. Tako da je to začaran krog in jaz bi bila zelo vesela, v bistvu, če bi to zdaj pa direktno na vas, a ne, vas v bistvu nagovarjam. Vse preveč ste potrpežljivi. In problem je v tem, da tisti, ki odločajo, v resnici velikokrat ne vejo, za kaj gre. Nimajo pojma, za kaj gre.
In zdaj jaz recimo imam osebno izkušnjo teh 6 tednov, vse faze, ne, od totalne groze in paničnega straha do nekih raziskovanj, kako bomo zdaj živeli in kako se da zdaj kaj sploh še narediti, ker ne vidim. In potem počasi nekega učenja, kako se te stvari streže. Ampak brez neke osebne izkušnje v resnici ne razumeš, ne razumeš. In tudi, ko sva z gospo Sonjo Pungartnik recimo osnovali ta usposabljanja za zdravstvene delavce, izredno pomembno je, da sami dobijo izkušnjo. Vi sploh si ne predstavljate, kakšen šok so doživeli študentje 6. letnika medicine, ko jih je gospa Pungartnik posadila v invalidski voziček in je rekla, no zdaj pa pejte, ne, do ambulante, tam vrata odprite, pa pejte not. In so seveda ugotovili, da ne morejo, ne. In so dobili osebno izkušnjo strašne nemoči. Ampak jih je to tako šokiralo, ker nikoli niso pomislili, kako je človeku v taki koži, ne. V resnici ne vejo, nimajo pojma. In zato bi bilo zelo dobro, če bi vi več energije kot Zveza slepih ali pa posamezna društva, vedno je več moči, če je skupina ljudi, a ne, vlagali v to, da je resnično treba nekaj narediti na ravni izobraževanja zdravstvenih delavcev. Pa tukaj ne gre samo za slepe osebe, ampak za vse osebe z oviranostmi. Zdaj, ne vem, koliko to poznate, ne, ampak Svetovna zdravstvena organizacija je že pred mnogimi leti sprejela eno zelo dobro kategorizacijo oviranosti. Ne invalidnosti ali pa posebnih potreb, ampak oviranosti, ki so lahko začasne ali pa trajne, ne. To je ICF, ne? Tako. In ta zadeva na žalost v Sloveniji nikoli ni prišla v uporabo. Edina ustanova, ki to deloma uporablja, je Soča, ampak še tam ne v celoti, a ne. In seveda, ker tega nismo implementirali v uporabo, je tudi popolno nerazumevanje vlada tudi na našem inštitutu. Jaz sem del neke skupine, ki ima nalogo reševati težave ranljivih skupin. Kdo so ranljive skupine? Mislim, kaj to sploh pomeni, da si ranljiv? Lahko si zelo hendikepiran, pa nisi nič ranljiv, ker se s svojim hendikepom zelo dobro znajdeš in nisi ranljiv pač. To sta dve zelo različni stvari, a ne. Lahko pa ti nič ne manjka telesno, duševno, ampak si zelo ranljiv zato, ker nobenega ne poznaš. Ker si se nekam priselil šele pred enim tednom, nimaš socialne mreže, nobenega ne poznaš. To je velika ranljivost lahko. Skratka, te kategorizacije v Sloveniji nikoli nismo implementirali. Že s tem, da bi se velik korak naprej naredil, ker bi ljudje začeli razumeti vsaj približno, zakaj gre. Jaz mislim, da tudi terminologija na tem področju še ni nekako rešena pri nas. Se tudi posebne potrebe, vsak človek od nas ima posebne potrebe. Točno to. Izvoli, Brane. Hvala. Gospe Marjeti v informacijo, ta mednarodna klasifikacija ICF je omenjena v drugem odstavku 5. člena Zakona o invalidskih organizacijah, ki definira, kdo je invalid. In se ravno zaključi s tem na osnovi te mednarodne klasifikacije, ker ne gre na status invalida, ampak na oviranost. In pa druga zelo pomembna značilnost, mislim, te definicije je, da ovira ni v invalidu, ampak v fizičnem in družbenem okolju. Točno to. Točno to. In to je ta definicija po 5. členu Zakona o invalidskih organizacijah iz leta 2002 ali 2003, nekaj takega. Seveda, ampak to nič ne pomaga, ker v družbi to ni uveljavljeno. Ja. To je pa drugo, tako. Ja. Ne, pa saj tudi je problem, ko v bistvu videči delajo za slepe, ne. Dejansko jaz se pač srečujem na področju kulture za slepe, ali Sanja, ti se bo spomnila, ko so nekje v Moderni galeriji so nekaj eno zadevo odpirali, pa so rekli, ja, to bo pa tako narejeno, da bo tudi za ranljive skupine, za slepe in slabovidne in gluhe in naglušne in tako naprej, ne. In midva Sanja stojiva v prvi vrsti, jasno, da so vsi govorniki so naju videli in potem, ko je bilo konec otvoritve, nihče ni stopil do naju, pa vprašal, kako bi midva to kaj rešvala, ampak so enostavno šli na pogostitev in sva midva potem tam nekako sem jaz stopil do enih, ko sem poznal, ampak nihče ni imel časa za naju. Tako, mislim, dejansko je res, bi morala družba kot taka posameznika vprašati, ne,
kaj narediti v takih primerih, ne? No, ko ste tole že omenili, ne, si ne moram kaj, ker s tem področjem sem se pa malo ukvarjala, še preden sem do zdravstva prišla. Ampak recimo mnoge galerije pa muzeji po svetu imajo posebno pozornost posvečeno ravno osebam, ki ne vidijo. In zdaj so seveda tehnološke možnosti tukaj res fantastične. Torej, če greste recimo v Britanski muzej ali pa v National Gallery v Londonu, tam lahko njihove najbolj pomembne zadeve pogledate, ne? Mislim, lahko jih primete, ne? Recimo, jaz sem spremljala pred mnogimi leti že maminega kolega, igralca, gledališkega igralca, Đulija Guština, on je prišel iz tržaškega gledališča. Ja, no. On res tako rekoč ni videl nič, ne, mislim, da je imel 1% vida. Ampak tudi njegovi kolegi so seveda vedeli, da je slep, publika pa ne, ker se je tako dobro znašel, resnično fantastično je bil orientiran. Ampak jaz sem bila študent in sem si pač lahko vzela čas, midva sva hodila po Evropi na razstave v galerije, ne, ker on je strašno bil ljubitelj umetnosti. V Sloveniji takrat še noben ni slišal za slikarsko razstavo za slepe, recimo, ne. Po svetu je bilo pa to že takrat, to je 30 let nazaj, ne, še več. Gospa Marjeta, je gospod še živ? Ne, žal je že preminil. Ampak on je bil res nek navdih, ne, zame kot spremljevalca tega gospoda. Se je tudi gledališko skupino nekaj časa na Ljubljanskem društvu vodil, tako da je bil, Res je bil čudovit, ne, ampak, a veste, to je pol stoletja razlike, kje smo mi, ne, še vedno. Mislim, to, če nek napis prevedejo brajcev, mislijo, da je razstava za nevideče ljudi, lepo prosim, ne. A lahko zdaj samo, ko ste brajcev omenili. Pred leti enkrat je bila ena razstava kipov v Mestnem muzeju Ljubljana in so, mislim, da 50-krat med nagovorom povedali, kako je razstava prilagojena za slepe in da so pač vsi opisi v brajci na vsakem od teh kipov. Ne, ampak zdaj to je malo stereotipno razmišljanje, da je edino brajica tista, ki pač približa, da lahko človek opis prebere, in med vsemi slepimi, ki smo bili takrat tam, niti enega ni bilo, ki bi brajico obvladal toliko na to, ne. Skratka, mislim, da treba iti s časom naprej, da so tukaj zvočne in razne druge pretvorniki možni, a ne, tako da brajica je pač sinonim, sigurno, za slepe, ampak čedalje manj ljudi glede na tehnologijo pač brajico vlada, tako da bi tudi vse te inštitucije mogle iti malo s časom naprej, a ne. No, pa še ena stvar je, ki mislim, da bi jo vi morali nekako sprožiti, je pa to, da recimo jaz sem pač študij varstva naravne dediščine me je pripeljal tudi do tega, da nekatera zavarovana območja narave v Evropi, tukaj je pa Skandinavija prednjači, pa Italija tudi recimo, zelo skrbijo za to, da urejajo brajeve poti, ne. To se pravi neke poti, ki so specialno urejene za osebe, ki ne vidijo, da lahko sami grejo, ne. Taktilne poti. Ja, ampak to so lahko tudi daljše poti, ne, pač kilometer, 2 kilometra, ampak so urejene tako, da dejansko oseba, ki ne vidi, lahko samostojno raziskuje naravo, ne, in doživlja. A so to posebej poti samo za slepe, a je to gejatizacija ali gre za... Ne, to so posebej urejene poti, ampak niso samo za slepe, zato ker izkaže se, da videči na popolnoma drugačen način začnejo okolje dojemati, ne. Ker so povabljeni, da si z rutko zavežejo oči in da pač se ne zanašajo na vid, ampak na druge čute. To pomeni, v večini primerov to pomeni, da je pot opremljena z vrvno ograjo oziroma z neko vrvico, ki sledite, vrvi sledite, ne. Zato, da pač ne zatavate stran. Ampak, in potem so seveda tudi taktilna oprema, ki dodatno pomaga, spodbuja pač določene stvari raziskovati. To je pa res imenitno, ne. Mislim, to je imenitno in glede na to, kaj imamo mi vse v Sloveniji za pogledati, za prijeti tudi, bi bilo krasno, če bi vsaj eno imeli, ne, v Sloveniji. No, ker pred leti je bila zamisel, da bi del Tivolija uredili posebej za slepe, ampak seveda smo takoj se posamezniki dvignili proti temu, ker narediti nek geto
Ne. Ste slepe noter zaprli, pa da se bodo mogoče okrog ograje celo vešali ljudje pa zijala pasli, a ne v bistvu. Živalski vrt. Ja, to je pa skrajno zgrešeno, ne? To je skrajno zgrešeno. No, zato sem takoj vas vprašala, ne? Gre za integracijo ali gre za pač neka geto v bistvu, ne? V bistvu ima stvar še en kolateralni efekt, ne, da pač videči ljudje so pred izzivom, kako svet doživljati, če ne vidiš, ne. In v naravi to še malo bolj zahtevno, kot če si v nekem zaprtem prostoru, recimo. In je to blazno poučno, tudi tako, za odnose razvijati in tako naprej. Ja, zelo, jaz sem mogoče že enkrat to povedala, pred leti smo izvedli en projekt, ko smo ljudi zavezanimi očmi, smo jim omogočili, da so šli čez Tivoli. In kaj je bil rezultat pod črto vsega tega? Ljudje niso vedeli, da je toliko vonja v Tivoliju, pa da toliko različnih ptičev poje. To se pravi, to je, kar ste prej rekla, ko svet dojemamo vizualno, nekako ostalih čutil ne uporabljamo toliko, ne, in šele potem, ko je izključen vid, pridejo ta druga čutila nekako bolj v veljavo. Ja, jaz bi še nekaj dodala, vrnila bi se na svita, ko smo leh pri čutilih. Če nimaš koga, ki ti pomaga pri tem projektu, bom kar rekla svita, ki mu zaupaš, je to lahko velik problem, kako to spevati, kako dobiti rezultat ven, ker moraš iz blata vzeti vzorec. Ja, tukaj pa lahko vam kar takoj pojasnim, je pa zadeva bila že takoj na začetku tako rešena in tukaj smo z gospo Pungartnik to rešili. Zveza slepih je takrat rekla, slepi ljudje tega ne bojo mogli narediti. Gospa Pungartnik je pa na ves glas zatulila, kaj mi ne moramo narediti. In smo ugotovili, da ta odvzem vzorcev blata je kritična točka. Torej, dogovor je pa sledeč. Lahko se dogovori oseba, ki potrebuje to storitev, da se zmeni s patronažno sestro, se dogovorita po telefonu, kako bo ta odvzem šel. Nočna posoda je tukaj glavni junak zgodbe in pride patronažna sestra in odvzame vzorce blata, ki se pa morajo seveda odvzeti v roku 4 dni. Med enim in drugim ne sme miniti več kot 4 dni. In je to plačana storitev, ki jo SVIT financira direktno iz zdravstvene blagajne. A to pomeni, da moraš iti po naročilu tudi strat potem, kaj če pa takrat ne moreš? Ne, saj ne gre za to, pač to ne propade tako hitro, samo zmeniti se je pa treba, ker so pač urniki odvajanja različni, ponavadi imajo ljudje eni zjutraj, eni kasneje, skratka, treba se zmeniti, da pride patronažna sestra v roku, ne vem, nekaj ur, 2-3 ur in odvzame ta vzorček. Ker mnogi ljudje nočijo niti svojemu zakoncu ali pa sorodniku reči, naj po kakcih brska zanje, ne. Tako da ta zadeva je na ta način bila rešena. A to se na SVIT-u pa zmeniš, če rabiš to uslugo oziroma storitev? Ja, in tudi če pokličete v center SVIT, dobite tudi še druge podporne zadeve. Tudi recimo vse publikacije v zvočni obliki, lahko jih na spletu si dol naložite ali pa vam jih pošljejo na nosilcu, kakršnega vi rečete, da hočete imeti. Vse tisto, kar sicer ljudje v tiskani obliki dobivajo. Vidite, teh informacij sploh ne dobimo. SVIT je bil pravzaprav dolgo časa edini zdravstveni program, ki je imel urejeno zadevo za slepe in za gluhe. Torej, na spletni strani je tudi vse v znakovnem jeziku na SVIT-u. Zdaj se je nam pridružil še en zdravstveni program, to je za obvladovanje alkohola, SOPA. Oni tudi imajo vse narejeno za slepe, za gluhe, in tudi delavnice za osebe, ki so gibalno ovirane, posebej prilagojene, ker oni imajo tudi težave z alkoholom. Tako da zaenkrat imamo 2 zdravstvena programa, ki sta ustrezno urejena. Ja, jaz mislim, da o tem smo že enkrat v naših časopisih pisali, tudi o programu SVIT, mislim, da ob enem slovenskem tednu raka, ki je nedavno tudi minil, ne. Tako da, ja, tudi Sonjo sva takrat delali skupaj, vem, posebej za SVIT, no, pa še te ostale presejalne programe, ki jih pač v Sloveniji poznamo, ker recimo Dora nima tega tako urejeno, kot SVIT. Tako da, ja, in jaz sem šla takrat na to spletno stran SVIT tudi to preverjati in moram reči, da je v redu urejeno za slepe. Tako da tudi recimo gastroenterologi, ki delajo kolonoskopije, so
edini tisti, ki delajo za svit, so tudi edini usposobljeni za to, kako naj podprejo med to preiskavo osebo, ki ne vidi, ali pa osebo, ki je na vozičku, ker je pač ta preiskava je precej razburljiva zadeva, tudi če vidiš, ne. Zdaj, če ne vidiš, je pa stvar še toliko bolj posebna, bi rekla, no, ker če vidiš, kaj se s tabo dogaja, saj si nekako pomirjen, ko veš, kje si, ne. Če nič ne veš, kaj se okrog tebe godi, je to malo še bolj zapleteno, ampak smo se pač posvetili temu, da smo jih skušali vsaj z osnovami seznaniti, no. Ne, za razliko od splošnega stanja. Ja, jaz sem imela izkušnjo s kolonoskopijo, tako da moram reči, da zelo dobro, da sem bila res skozi vodena, o vsem informirana, karkoli se bo naredilo, in da je ta kolonoskopija kljub raznim napovedim in informacijah, ki sem jih tako slišala, minila tako čist sproščeno. Super, to me zelo veseli slišati. Enaka moja izkušnja s kolonoskopijo. Zelo, zelo dobro in odlično speljana. No, še ena ideja v zvezi s svitom, a ne, svit ima tudi nek pripomoček, ki ga zdaj malo manj uporabljajo, kot so ga mogoče na začetku, ampak za slepe osebe je pa to res fajn, če se recimo v okviru nekega društva ali pa lokacije ali pa zdravstvenega doma zmenite, to je ta napihljiv model debelega črevesa, kjer vi greste lahko skozi in vse potipate in pogledate, v bistvu opravite kolonoskopijo enega velikana, ne, rečemo mu, zlezete v rito noter in vse raziščete, kaj je not. In to je pa za osebo, ki ne vidi, res perfekten, ker to je nek model anatomski, ki je pol res vse jasno, kaj se dogaja. Ja, to je kot maketa, potem pride. Samo, da je tako velika, da vi lahko skozi greste, ne. Tunel. Tunel in noter je vse, od hemoroidov do vseh mogočih gardobi. Cela anatomija. Ja. Wow, to je pa super zadeva. No, in pride skupaj z študentom medicine ali dvema, ki pojasnita vse, kar je pač treba. Tako da to pa je fino za tiste, ki ne vidijo. Super. A smo izčrpali, a še bo kdo kaj povedal? Še koga nismo pustili do besede? Lahko samo en predlog bi imela. Izvoli, Irena. Da bi mi za tale svit, tole črevesi, jaz še nisem v tej starostni kategoriji, ampak bi bilo pa zanimivo, ne vem, v knjižnici naredite ogled enkrat, pa naredite javni, ko bo to možno, pa naredite ogled za več slepih, da nas bo več lahko prišlo, pa bo ena muha, mislim. Ja, zdaj pač, ker so bile te zapore zbiranja in gor dol, skratka, zdaj so pač kakšno leto in pol tega niso. Ampak pobuda naj bi prišla recimo od nekega društva, od neke lokacije, a ne, da bi pač poslali. Potem bojo poslali ekipo, ni problem, seveda. V redu. Ta model je tam, čaka na vas, ne. Bomo vzeli na znanje in potem... No, med drugim ima ta ekipa tudi neko še dodatno igračko, to je naš Fridolin, to je pa nek torzo, človeški torzo, ki se ga da razstaviti na 17 sestavnih delov, anatomskih pač, vse organe se da ven vzeti, ne. In je zelo zanimivo, ker smo enkrat imeli tekmovanje, ena osnovna šola je bila 3. razred 9-letke, pa 2 zdravnika, kdo ga bo prej zložil. In 3krat lahko ugibate, kdo je zmagal. Otroci so navajeni puzzle zlagati skupaj, skovito so ga imeli skupaj. Pa to je moški? Nima spola, je brezspolna oseba, ampak ima vse notranje organe po spisku, tako da se da vse v roke prijeti, kar je tudi fajn, mislim, ne. Da vidiš sploh, kaj ki je, pa kako to vse skupaj. Ja, jaz sem hotela doma, ker sem zaraz se skubila ali pa koši, sem hotela kaj, da bi odprla, pa da bi, ampak so se starši bali, da mi jaz kaj uničila, pa mi niso pustili. Ja, fajn so stvari za prijeti. Mimogrede obstajajo tudi lušen model tega koronavirusa, no. Je fajn, da si ga lahko predstavljaš, pač ta grdoba, ki nam je zagrenila življenje. Veš kaj, Dušan? Ja. Zdaj je to tako, da tudi ko bo korone konc, ti ne boš brez dela ostal, ker zdaj so virtualne kavice, potem pridejo pa one v živo na vrsto. Tako. Potem bomo pa tipali koronavirus, pa v rit bomo lezli. V rit bomo lezli. Sanja, izvoli.
Ne, v bistvu moja zadeva se nanaša na COVID, tako da, ko bo tik predn bomo zaključili, lahko povem eno res pozitivno izkušnjo, ko sem jo doživela na avtobusu. Ker povej, vse smo tako proti koncu smo, ne? Če smo začeli s COVID-om, pa če je tema, pa še zaključimo. V bistvu bila sem na izkušnja iz avtobusa, zjutraj grem na avtobus, ponovadi se usedem pač bolj kot ne približno na isto mesto, no, nekako imam že tam sedež, mi je že pač prerasla v navado in se usedem in zraven ena gospa reče, gospa, a boste sedeli zraven mene, jaz nimam maske. In to se mi je zdaj, tak res prv dan mi je polepšal, no, sem rekla, jaz bom zraven vas sedela, sem glih dobro prebolela, če vas ne moti, ne, mene ne moti. Mislim, res se mi je zdaj tako pozitivna izkušnja, no, da kako nekateri ljudje v bistvu zakapirajo takoj, da mi je povedala, da se je zdelo vredno to omeniti. No, to mi je res. Informacijo, da si dobila takoj, ko pa korektnost, ne, ta korektnost. To, ne, res mi je bilo tako polepšal dan, no, se mi zdi, da v teh poplavi negativnih, kakšne težave imamo, pa še tudi kako take stvari izpostaviti. No, bi pa še jaz nekaj rekla, Darinka iz Maribora. Eno izkušnjo z varnostniki v centru, ko smo bili omejeni, ne vem, od 8 do 10, so šli upokojenci, invalidi, nosečnice v nakup in potem me ustavi varnostnik. Gospa, jaz ga gledam prestrašeno, ja, vi pa ne smete not. Kako ne smem? Ja, niste upokojenka. Potem pa mi je tako bilo, da ker imam očala na nosu, pa ko pridem že nekam bolj boječe, pa s tisto masko, očala rosna in živčna, jaz sem rekla, pol pa sem noseča. Ne? Nisem invalid, ampak sem noseča. Nisem hotela reči, da sem invalid, pa sem pa noseča. Pa me gleda en čas, ja, pravi, pol pa idite. No, Ja, mislim, kakšne banalnosti se to dogajajo, res groza, ampak... Ja, sam je pa težko tudi varnostnikom To je zelo težko. kar zdaj prepoznati, a ne recimo vsakemu glih ne piše na obrazu, da je hendikepiran na kakršenkoli način. Pa saj tudi ljudje so pri 40 v penziji že lahko, če je invalidsko in tako naprej. No, seveda, ja. Seveda, samo ne nazadnje, lahko bi mi pa drugače povedal. Ja, pristop je važen, pristop je važen. Pa še nisem invalidsko upokojena, tako da mogoče za nekoga, ki je na 60, 70, koliko let star, jaz ne vem, ki je meja, sem pač pod 60, čisto malo, sem že tudi lahko v penziji. Ja, mlada zgledaš, Darinka, a ne? No, hvala. No, pa sem lahko tudi noseča. Tako. Ja, a veste, varnostniki so pač naučeni, da točno izvršijo navodila, ne? In na NIJZ, tam na Zaloški cesti 29 v Ljubljani, kjer so tudi cepijo določene skupine ljudi, smo imeli eno tako res hudo varnostnico, ki je med drugim tudi direktorja enkrat ni noč spustila. Ampak res žalostna izkušnja, pazite, Nacionalni inštitut za javno zdravje, cepljenje, a ne? Niso noter spustili gospe, ki je gluho slepa in je prišla s psom vodnikom. Tam na očesni kliniki so zahtevali psa, na Nacionalnem inštitutu, to je 2 leti nazaj, preden je COVID izbruhnil, torej 2 pomladi nazaj. Gospa ni se mogla cepiti proti gripi, zato ker je imela psa. In seveda brez psa ni hotela nikamor not, ker jasno. Tako da tukaj je še neskončno veliko dela, neskončno veliko dela. Super, bomo s tem končali. Ura je čas, ne, se 11:45, kar pomeni, da smo bili skupaj vsaj uro pa 45. A ne? Jaz se gospe Marjeti lepo zahvaljujem, da je bila z nami. Zelo sem bil vesel, verjetno ste opazili, da sem jaz v glavnem molčal, ne? Ker mislim, da je bila to kar super kavica. Gospa Marjeta, jaz vas vabim, da pridete sem na Kotnikovo 32 v knjižnico, na kako kavico, ker roste vam zelo ne morem dati. Joj, ne, zelo lepo je bilo kramljati z vami, jaz upam, da vas COVID ne bo dohitil, zdaj pa tako čisto resno, a ne, kaj lahko mi za vas naredimo, se pravi konkretno center, kjer jaz delam, center za komuniciranje.
Če imate občutek, da karkoli lahko pomagamo, vi se kar obrnite name oziroma pač najboljš name, no, to je najbolj enostavno, ker me lažje najdete. Naš delokrog je zelo omejen zadnje čase, torej v bistvu objavljamo stvari na spletnih straneh, ampak kakorkoli lahko kaj priskočimo na pomoč, vi samo povejte. Ok, kontakt dobite pri meni, a ne? Tako da, se pravim, jaz glede na to, da ne stanujem več v Trnovem, se pač se težko, da se bova srečala, ki pri Valvazorju, če se pa bova, vas bom pa pocukal. Pocukajte me, ker včasih sem v drugem vesolju. No, sej. Skratka, no, oglasite se tukaj v knjižnici na kaki kavici, ko boste utegnali in ko se ne boste več bali. Tukaj smo vsi zdravi zaenkrat in upam, da bomo tako tudi ostali. To želim pa tudi vam in upam, da boste lepo praznovali tole velikonočne praznike. Mi se vidimo naslednji teden, ko imamo pogovor z medobčinskim društvom Nova Gorica o kaj že, zeli za ljudi ali nekaj takega je naslov. Tako da bojo oni povedali, kako te zeli prideluje tam v Grgarju in hrano in te stvari. A v Grgarske ravne gremo. Tako. In potem pa, skratka, lepo se imejte. Dušan, še tole? Dušan, izvoli, Brane. Izgleda, da še boš povabil gospo Marjeto, ker kaže, da še ima kar veliko skrivnosti v svojem življenju. To bi nas zanimalo. Absolutno, to sem pa že na začetku povedal, da čim bo en termin, ne vem, maja, junija, da jo bom vsekakor pocukal. Imejte v mislih to, da ušpičimo kaj tudi v naravi, ko bomo se spet lahko kaj družili. Mislim, ta delo z ljudmi, ki ne vidijo pa naravo, to mi je zelo pri srcu. Tako da. Ja, absolutno. Jaz imam dobre izkušnje, ko sem imel pred leti te delavnice za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine. Mislim, to so včasih so bili taki naslovi, a ne. Za financerje smo šli po Triglavskem narodnem parku. Z njimi nas je vodil, mislim, da se je pisal Mihelič ali nekaj takega. Ja, Joža Mihelič. Ja, tako, on nas je vodil in moram priznati, da to je bilo leta recimo 2002, da so bili vsi presenečeni, kako si je vzel on to čas in kako je lepo vsako rosto opisal, lahko smo potipali, šli smo v ta muzej in tam smo srečali še celo tega gospoda delavca. Avgusta. Tako, nas je lepo pozdravil. Skratka, ta izlet je bil res, v Triglavskem narodnem parku je bil res tako zelo super organiziran in takrat se v bistvu še s temi stvarmi, s temi stvarmi se je v bistvu šele nekako začelo, a ne. No, kaj takega, a ne, se priporočam, ker to je vedno oboje stransko zadovoljstvo. Mimogrede, no, ko pa že govorimo o Triglavu, moj oče je bil kipar in tudi plezal je in je med drugim naredil eno odlično, zelo natančno severno triglavsko steno. In si je zelo želel, da bi ta plastika pač stala nekje tam pod steno, zato da bi tisti, ki ne vidijo, lahko potipali steno tako, ne, pač vsaj, da bi si predstavljali, kako ta amfiteater ogromne stene Triglava izgleda. Pa nikoli do tega ni prišlo, ampak mogoče kdaj še bo. Ne, ideja je dobra, prinesti je tukaj v knjižnico. Trenutno je v muzeju v Mojstrani, zato sem se spomnila, ker vi ste omenili muzej, jaz sem se pa na to steno spomnila. Nažalost ni razstavljena v muzeju, da bi jo tam lahko potipali, recimo, vsaj ljudje. Jo bomo pa tam dobili v naše prostore, ker jaz imam še eno zadevo zatipati v načrtu, v to našo galerijo, ko imamo in lahko od tam si jo sposodimo in naredimo razstavo. Veliko načrtov, a ni krasno? To je vedno v življenju lepo. Kaj spomini, tisti je super, ampak še boljše tisti, česar se še lahko veselimo. Lepo se imejte vsi, lepo praznujte in hvala za tole druženje. Hvala. Bodite zdravi vsi. Nasvidenje, dio. Dio.